Torej, moje ime je Miha Muren, že od nekdaj se ukvarjam z umetnostjo, zraven vodim skupino podjetij in pa znamk AMI Corporation. Sem član v različnih mednarodnih klubih in zbornicah, delam v umetnosti in nekako probavam povezovati umetnost s poslom. Verjamem pa nekako v sodelovanje z ljudmi, ki vidijo vizijo in neke izzive, ne pa probleme v življenju. Rekel bi optimističen, urejen in pa ambiciozen. Jaz bi rekel, da je lepota vse, kar izhaja iz notranjosti, vse, kar nam prinaša neko srečo. In mislim, da je zelo pomembno, da povsod iščemo to lepoto. Sam zelo cenim lepoto in estetiko v življenju, ki je pa lahko seveda v umetnosti tudi včasih grda. V sebi se najlepše počutim takrat, ko sem obdan z ljudmi, ki jih imam najraje, ki se razumem z njimi, ki mi dajo neko dodano vrednost v življenju. Takrat, kadar lahko odkrivam nove stvari, takrat, kadar se lahko na novo učim in takrat, kadar delam to, kar hočem, na tem, kar sem najboljši. In mislim, da se počutim večino časa najboljše. V bistvu se počutim domače v vseh umetniških smereh, sicer nisem v vseh najboljši, nisem v vseh vešč, ampak eksperimentiram pa povsod in v bistvu največ časa posvečam slikarstvu, grafiki in kiparstvu. Veliko se ukvarjam tudi s pisanjem, z raznimi kolaži in z raznimi inštalacijami. Največ se ukvarjam v bistvu z akrilom in kolažom. Lotim pa se vseh raznih materialov, torej od brona do kamna, do mavca in tako naprej pri kipih. Mislim, da je zelo pomembno za umetnika, da se mora spoprijeti z različnimi materiali in eksperimentirati. Moja dela za DM kampanjo so digitalne grafike, ki so nato analogno obdelane z akrili in pa z spreji. Te dela so v bistvu nastala kot inspiracija, ki je prišla od teh ljudi, ki so podobljeni na delih samih. In sicer inspiracija prihaja iz notranjosti, kot smo že rekli, in te ljudje so to pokazali in s tem tudi širino predstavili drugim okoli sebe. V bistvu dela so se pripravila na tak način, da smo najprej pripravili skice, v katere smo potem vložili nekaj časa, da smo pripravili iz njih dejansko koncept same serije. Nato smo iz fotografij vseh teh oseb analogno obdelali njihove portrete in jih spremenili v digitalne grafike. Potem pride proces, kjer se v bistvu najde iste elemente in se jih doda na te digitalne grafike, da skupaj sovpadajo kot celota. Nato se jih še barvno uskladi in na koncu se jih potem stiska na folijo, polima na objekte in analogno dodela na samih lokacijah. Bilo je pa tudi pomembno, da smo tukaj upoštevali tri barve DM-a, in sicer rdečo v Ljubljani, rumeno v Mariboru in pa modro v Portorožu. V bistvu ta umetniška dela pripovedujejo zgodbo o ljudeh, ki so inspirirali in ljudeh, ki smo jih skozi celo zgodovino lahko videli in lahko najdeli, ki so nekako pokazali širino ljudem okoli sebe, niso poznali meja in so zato tudi lahko premikali meje in postavljali nove standarde. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da takim ljudem sledimo in da se zavedamo, kakšno moč te ljudje prinesejo sami družbi. Največji izziv pri ustvarjanju take serije je v bistvu, da moraš po eni strani nekako dati dovolj ekstravagance v dela, da šokiraš z delom,
na drugi strani pa še vedno ostati nevtralen, da nikogar ne užališ. In to je vedno pri umetnosti zanimivo, ker je treba vedno skrbeti za to linijo in jo tudi presegati včasih zaradi tega, da narediš želeni efekt. In pri tej sami seriji je najbolj zanimivo bilo to meni, da sem lahko v bistvu obstoječe ljudi, ki jih vsi poznamo, spremenil po svoje in se nisem iz njih norčeval, ampak sem jih poveličeval v smislu umetnosti. Moj vtis v projektu je, da veliko teh projektov primanjkuje na slovenskem trgu in malo je takih firm, kot je DM, ki razume širino takih projektov in želi tudi umetnost vključevati v svoj proces, v svoje delo. In s tem mislim, da take podjetja, kot je DM, kažejo neko širino, kjer so pripravljeni sodelovati z drugim panogam in pa umetnost, kot vsi vemo, vedno daje neko dodano vrednost na koncu pri poslovanju, pri gospodarstvu oziroma kjerkoli. Jaz bi vsem obiskovalcem, ki bojo videli ta dela na poslovalnicah, želel sporočiti, da naj bojo neka inspiracija drugim, da naj sledijo svojim sanjam, naj ne pustijo, da drugi krojijo njihove življenja, njihovo usodo in da iščejo v drugih neko pozitivno vodilo in neke izkušnje, nekaj novega, kar še ne poznajo. Na drugi strani se pa ne obremenjujejo z drugimi in grejo naprej svojo začrtano pot. Hvala.